znanjem ponosni v prihodnost. Dr. Mitja Slavinec se je rodil 30. maja leta 1964 v Murski Soboti. Diplomiral je na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani, kjer je tudi magistriral in leta 1999 doktoriral z doktorsko disertacijo na temo površinsko inducirani defekti v smektičnih atekočih kristalih. Takoj po diplomi se je zaposlil na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, sedanji fakulteti za naravoslovje in matematiko, kjer je bil predstojnik oddelka za fiziko, na kar je julija 2015 bil imenovan za vršilca dolžnosti dekana. Dodatno se je izobraževal v Evropi in ZDA. Raziskovalno deluje predvsem na področju tekočih kristalov in aplikativne fizike. Bil je pobudnik za ustanovitev in prvi vršilec dolžnosti direktorja raziskovalno-izobraževalnega središča RIS Dvorec Rakičan, kjer je aktivno sodeloval pri vzpostavitvi prvega visokošolskega programa v Pomurju. Med leti 2004 in 2008 je bil poslanec Državnega zbora Republike Slovenije. Dr. Mitja Slavinec je vseskozi zelo aktiven na društvenem področju. Med drugim je predsednik uprave Pomurske izobraževalne fundacije, predsednik Pomurske akademsko-znanstvene unije in astronomskega društva KMICA, na nacionalni ravni pa Slovenske potapljaške zveze in društva poslancev 90. Dr. Mitja Slavinec, naš predsednik, torej predsednik Pomurske akademske znanstvene unije, ni samo njen predsednik, ampak tudi seveda ustanovitveni član. Bil je torej pobudnik ideje za ustanovitev te naše organizacije in želja je bila od nekdaj, da bi povezovala znanstvenike, ki izhajajo iz Pomurja in delujejo ali pa ne delujejo v Pomurju, in povezava bi naj služila temu, da bi se bolj povezali in začeli sodelovati tudi z gospodarstvom, vse z ciljem, da bi naša regija nekoliko bolj zaživela. Poleg tega predsedovanja je seveda aktiven tudi na profesionalnem področju. Tu deluje na Univerzi v Mariboru, kjer je trenutno vršilec dolžnosti dekana Fakultete za naravoslovje in matematiko. Poleg tega predava tudi na edinem visokošolskem programu v Pomurju, ki poteka v Rakičanu v okviru Fakultete za kmetijstvo, tudi iz Maribora. In ne samo to, bil je tudi pobudnik tega programa in nekako so ustvarjal tudi izobraževalni program, ki tam poteka. V današnjem predavanju se Mičo ukvarja z preučevanjem toplotne prevodnosti tkanin. Ta projekt je nastal v povezavi z našo članico Danijelo Zavec Pavlinič, ki deluje tudi na Univerzi v Mariboru. Gre pa za to, da se preučuje toplotna prevodnost na podlagi dodajanja tekočine, se pravi, meri se toplotna prevodnost v odvisnosti od tega, koliko tekočine dodamo. To je pa pomembno predvsem pri oblačilih, ki so za specialne namene, to je recimo za gasilce in pa za potapljače. Za te je torej zelo pomembno, kako toplota prehaja skozi tkanino, da jih potem bodisi ne zebe ali pa da jim ni prevroče. Tukaj predvsem gasilci, ko gasijo v zelo vročem okolju, je tukaj zelo pomembno, da jih tale tkanina varuje pred ognjem.
Toplotna prevodnost oblačil pomembno vpliva na toplotno udobje posameznika in ima odločilno vlogo pri ohranjanju ustrezne telesne temperature v ekstremnih razmerah. Pri načrtovanju novih oblačilnih sistemov, še posebej za osebno zaščitno opremo, je ključno poznavanje fizikalnih lastnosti različnih tkanin, kot so toplotna prevodnost, specifična toplota in paropropustnost. Oblačilni sistem je pogosto izpostavljen vlagi, ki vpliva na toplotno prevodnost tkanin. Pokazali bomo eksperimentalne rezultate merjenja toplotne prevodnosti vpojnih tkanin pri različnih relativnih deležih kapljevine v tkanini. Meritve toplotne prevodnosti so bile izvedene z merjenjem toplotnega toka v stacionarnem stanju in nestacionarnem stanju. Primerjava eksperimentalnih rezultatov s teoretično napovedjo po dvoparametričnem modelu je potrdila, da je efektivna toplotna prevodnost tkanine pri majhnih vlažnostih premo sorazmerna z relativnim deležem kapljevine v tkanini. Pri večjih deležih kapljevine v tkanini so bila opazna odstopanja eksperimentalnih meritev od teoretične napovedi. Z rezultati eksperimentalnih meritev smo model nadgradili v triparametrični model, ki upošteva poroznost tkanine. Poroznost tkanine vpliva na količino zraka v tkanini, ki ga kapljevina izpodriva iz tkanine. Tako izpopolnjen model se je izkazal za primernejšega predvsem pri večjih deležih vlage. Vlaga poveča toplotno prevodnost tkanin tudi na račun manjšega deleža zraka v tkanini. Zrak je namreč dober toplotni izolator. Eksperimentalni rezultati vpliva vlage na toplotno prevodnost imajo aplikativni potencial za načrtovanje oblačilnih sistemov osebne zaščitne opreme. Z meritvijo časovne konstante, s katero se sistem približuje ravnovesnemu stanju, smo pokazali nov, poseben način analize rezultatov nestacionarnega stanja. Ne mremo v kraj od toplotne prevodnosti pa od mokrih stvari. Mogoče se spomnite, lani sem pokazal eno stvar vezano na prehajanje, na prevajanje toplote v gasilskih oblekah, glede na to, kak je gasilec spodaj oblečen in ali je vlažen. To je Maja Frasova za svojo magistersko nalogo delala. No, med nami prisotna Eva Klemenčičova pa je te poračunala in tudi zmerila, kak pa vlaga vpliva na toplotno prevodnost. Zato, ker te stvari smo v tistoj prejšnjoj raziskavi seveda tudi fejsnicali in ka imamo zdaj še naslednji korak. Mimo grede oba dve sta letos že magistrirali in to z diplomo cum laude, pa teči še Simona Cujdanen, vidite, ko se mi je takšno mentorsko leto, kak letos se zgodilo, bi si ga lajko vsaki želel. No in fej sem pa veseli, ko je ta stvar, to delo bilo seveda tudi kak sodelovanje dosta pa Zujevcovcoj, Cuj pa tistih, s katerimi se poznamo že dolgo časa. Mimo grede Robi Repnik nam je včeraj na akademskem plesi tudi špilo, tako pazu tudi na tom področju izkazuje eno sinergijo, eno povezovanje. No in poglednimo, ja seveda Daniela, ki nam pozabil praviti, vidite napisano, pa je za svojimi izkušnjami fejs dosta lejko pripomogla, zdaj je tu njega zato, ko se zrobijo in spodaj pogočavljali to zadale. In poglednimo, kaj se torej dogaja. Prenos toplote imamo več različnih možnosti, mi smo se omejili samo na tisto klasično prevajanje toplote, ker opoznamo tudi v vsakdejšnjem življenju in tista glavna stvar je toplotna prevodnost, to je običajno tisto, kar nas zanima pri kučaj, če je dobro izolirana ali je nedobro izolirana. No, nas je zanimalo, kak vlaga, kak fejs je tekstil moker, vpliva na toplotno prevodnost. Zakaj nas je to zanimalo? Zato, ker če malo osvežim spomin, lani smo gor prišli, ko so vlažne spodnje majice pri gasilcih bolkše. Zavolo toga, ker ta vlaga dosta toplote na sebe zeme. Moramo pa zdaj še videti, vsaka stvar ima eno dobro pa eno slabo stvar. Moramo pa zdaj še videti, koliko pa vpliva ta vlaga na toplotno prevodnost, ker voda je pa po pričakovanju verjetno nekaj, kar pa kvarno vpliva, kar poveča toplotno prevodnost. No in to smo te pač z to
osnovno enačbo prišli. Eva je tudi sama pripravila merilno napravo, to fejs izpostavljam, zato ker merite toplotno prevodnost tkanin, kak takših je že najčista enostavna stvar. Cuj pa še kontrolirano merite, kak vlaga vpliva, pa telko iše. Tu smo se na začetku mantrali z različnimi pristopi in seveda te ne samo poiskali enega optimalnega, ali kak eden izmed rezultatov je tudi to, ko smo ene klasične tradicionalne načine meritev še zboljšali, dobili še eno možnost dodatne analize teh meritev pa rezultatov, bodi si, ko imamo dvakrat rezultate in s tem seveda bolj natančne, bodi si pa, ko bi te meritve lejko delali hitreje, torej ta druga metoda skrajša čas meritve lejko. No in tisto, kar je za tkanine zanimivo, je, ko so porozne. Mi smo seveda gledali takšne tkanine, ko so porozne. Različni tipi so, kako so tkane, smo tudi različne majice, v glavnem za bombaž smo delali, sprobavali in te pogledali, kako ta poroznost tkanine vpliva na toplotno prevodnost. Vsi znamo, kad če je v tkanini zrak, ko je to dobro. Zrak je odličen izolator, zato recimo imajo živali po zimi dugšo dlako, ko v dlaki lejko več zraka notri zajemejo po eni strani, zato pelcmantel tudi po zimi tako fajn topel. Zdaj pa, kaj je pa pri nas, mi pa pač to moramo te napraviti kak nekšno kombinacijo, to toplotno prevodnost. Toplotno prevodnost tkanine in toplotno prevodnost toga zraka. Bombaž ima eno toplotno prevodnost, zrak ima menjšo, torej je dober izolator, no zdaj pa ena majica, ker se gor obličimo, je pa te nendre vmes. In to je najbolj osnovni, najbolj enostaven model, s katerim lejko sevkiper upišemo. No in naslednji korak je pa bil, ko smo pa pogledali, kako pa se ta stvar spremeni, da mi malo navlažimo. In to je res bila fejst kontrolirana meritev z palek na izkušnjo ugotovljenim načinom, kako vlažiti, smo dosegnili te sledi videli, ko je fejst dosta teh meritev pri različni vlagi se nam posrečilo in masa te kapljevine je torej tisto merilo napram masi tkanine, ka nam pove relativni delež te vlage. In seveda smo pač te pravili, torej najosnovnejši model, toplotna prevodnost je odvisna od toplotne prevodnosti tkanine in pa toplotne prevodnosti kapljevine. Ne gočim samo za vodovček, v praksi je ta stvar važna za vodovliki, smo poskuse delali tudi za še dve drugi kapljevini, za voljo toga, ko smo testirali metodo pa model. No in to je tudi dvoparametrični model, katerega smo lejko zasledili v, moram povedati, ka sicer redke, ali vseeno obstoječi literaturi okoli. No in meritve so pokazale takšno odvisnost. Tu spodaj imamo, koliko je vlage, gorik pa kakšna je toplotna prevodnost. Naj povdarim na tisto literaturo, ko sem prej omenil, vse posebej se je kazala linearna odvisnost. Kako se vlaga povečuje, tako se povečuje tudi toplotna prevodnost. Ampak nišče je ne meril dale od toga faktora 1. Mi smo pa videli, če se palik na aplikacijo, na uporabo toga vrnem, ko pa recimo gasilci fejs zašvicajo. Vroče jih je, fejs delajo in je v toj majici te vlage tudi dosti več. In druga motivacija, zakaj meriti vse gor, pa je bila, ker pokazalo se pa je čim več vlage v samoj majici, je pa toliko bolj ugodno za tisti udar, recimo, da odprejo nekši prostor, ki si prije noter in te eksplozija povče. In tisto je najbolj nevarno. In ko v časi tiste eksplozije imajo na sebi zadosta vode, ko jih ta voda v bistvu na nek način zaščiti pred velikimi upeklinami. No in torej to je bila motivacija in smo šli meriti, tudi moram povedati, ko je že meritev bila fej žmetna, ker to se je vse bolj ali menje cedilo, to je skoraj 3-krat toliko vode notrek, kak je sama majica žmetna. In smo videli pač, ko sledi toliko linearno meneli, ki te pa se pri teh večjih vrednostih ustali.
in ustali se nendre v približno tam, kje je toplotna prevodnost vode. So še seveda nekši drugi učinki. Cuj, vidimo tudi napaka meritve je tudi nezanemarljiva, ne? Nekaj to je bil prvi dober znak, aha, zdaj pa lejko torej vidimo, kaj je te model, kako smo ga tam imeli, linearen na začetke, tako kako so tudi drugi gor prišli, ne? V to nadaljevanje pa smo dobili eni strani pričakovanje, ki fejste zanimivi rezultat. To smo ponovili seveda tudi za različne tipe majic in rezultati so bili seveda znotraj napake meritve fejst podobni. No, te smo pa, kako sem že prej pravo, vzeli tudi poleg vode še aceton pa terpentin. Zakaj glede teva dva, sem pravo, to je ne v praktične namene, ampak ko smo testirali meritev in metodo, teva dva, kako vidite, imata bistveno menjšo toplotno prevodnost, ne, in zavoljo toga, vidite, je seveda te model sledil pač tem fizikalnim lastnostim kapljevine, s katero smo močili in potrdil, ka je tista napoved pravilna, ne. No in naslednja stvar je pa to, ka smo mi tudi te rezultate, torej kako se to meri. Pač segrevljaš na eni strani, pa gledaš temperaturo na drugi strani in k toj temperaturi se, torej mislim, k tomu ravnovesnemu končnemu stanju se temperatura približuje po eni eksponentni krivulji. In to treba kar nekaj časa počakati. No, iz te oblike, iz te dinamike, kako se približuje toj končni vrednosti, smo pa te lejko napovedali tudi, koliko pa ta končna vrednost da. In to že prili, kako bi jo do konca počakali in z te oblike seveda tudi, kako hitro se približuje. In to pa je ta druga metoda, torej v nestacionarnoj fazi, v toj dinamični. Vidimo, kaj je ujemanje res znotraj napake meritve in kaj je to še eden dodaten rezultat ali pa ena nova, hitrejša metoda. Kaj nucaš, ali fejst natančno zmeriti ali pa na brzino nekaj oceniš. In torej te stvari so mogoče ne tako pomembne, ne bomo jih niti šel, koji so te konstante odvisne. Važno je, vidite, kaj se te dve meritve lepo dopolnjujeta. No in te smo seveda na osnovi toga smo pa še pogledali tisto, kaj je v literaturi teorija napovedavala in seveda včasih videli, da je trebalo stvar popraviti. Gejo treba je popraviti, ne tam, kje je na začetki že zdaj dobro štimala, ali ki tam pri višjih vlažnosti. Zakaj? Zavoljo toga, ker tam pa, vidite, fejst pride do učinka to, ko ta voda, ko pride noter v majico, v porine luft. Ne mre več iti voda noter, če si mesto ne napravi, mesto si napravi tako v porine luft. Fejst je enostavna stvar, ampak treba jo pa znati upoštevati, pa se je spomniti. In zavoljo toga smo, in seveda, kdaj te vode dosta, je lufta telko tudi več v porinjenoga in je te učinek telko tudi večji in evo, te smo zdaj pač mi to še dali en parameter cuj, ko smo pogledali, koliko je pa te delež kapljevine napram celome zrake in model razširili na 3-parametrično formo, kako jo tu imamo, pa pogledamo rezultate in vidite, ja, tu na začetke fajn štimajo. Pri večjih vrednostih pa je 3-parametrični model dosta bliže meritvam, kak pa te zeleni, kak je bilo prili. In to je seveda fajn, ko se je tudi potrdilo pri vseh ostalih, pri terpentini pa pri acetoni. Seveda pa, vidite, tu smo ne mogli tako daleč iti, pa tudi čista cela krivulja je druga. Pri acetoni mimo grede na nje hitro hlapelo, pa je še to trebalo znati upoštevati, ko je meritev bila tudi gvače malo bolje zahtevna. No in če na kratko te slikice poglednemo, torej, kaj vidimo, prehitro sem šel, kaj vidimo, torej, rezultate smo razširili na področje, katerega je še se prije ne merilo, zakaj? Zavoljo toga, ker točno to smo mi nucali in točno to je te stvar tudi nadaljnjega razvoja tkanin, takšnih, ka
dolejko, to seveda za spodnje obleke, ka dolejko gasilce čim bolje zaščitili, pa ne samo gasilce, seveda tudi pri kakšnih drugih zaščitnih oblekah. Vidimo, ko smo ali metodo izboljšali ali pohitrili oziroma dobili dodatne rezultate in pa tudi smo dali en nov teoretičen model CUJ, s katerim dosti boljše opišemo razmere, ker smo mi raziskovali in jih tudi razširili. In ga se vam zahvaljujem za pozornost in seveda tudi vsem sodelavcem za dobro sodelovanje pa pomoč, predvsem pa seveda Evi, ki je te meritve tako vrno napravila. Hvala lepa. Mokro spodnje perilo kljub večji toplotni prevodnosti gasilce med eksplozijo, ko plane ogenj, učinkoviteje varuje pred opeklinami. Toplotna prevodnost tkanin je poleg same vrste vlakna odvisna tudi od načina vezave tkanja. Na podobnih področjih raziskujejo o Pomurskem akademiku dr. Mitji Slovincu še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Milan Svetec, pomurska akademkinja dr. Danijela Zavec-Pavlinič, pomurski akademik dr. Renato Lukanč, pomurski akademik dr. Simon Ulen in pomurski akademik dr. Uroš Tkalec.